Pozdravljeni. Na vrsto je prišla tudi velika nagrada Madžarske, zadnja dirka pred poletnim premorom. In seveda v našem uvodnem prispevku vse značilnosti ter zanimivosti, še preden se bodo aktivnosti na progi pričele. Kot običajno bo tudi tokrat uvodni prispevek razdeljen na 3 dobro znane dele. Najprej si bomo ogledali zanimivo dirko iz preteklosti. Nato bomo našo pozornost usmerili k samim lastnostim proge v Hungaroringu in nenazadnje na koncu še nekaj minut porabili za vremensko napoved. Danes se ne bomo vračali v neko daljno preteklost, ogledali si bomo lansko veliko nagrado Madžarske. Ne zato, ker se je ne bi spomnili, ampak ker je pomemben mejnik. Namreč na lanski veliki nagradi Madžarske so pri ekipi McLaren prvič osvojili prvo štartno vrsto z obema bolidoma od velike nagrade Brazilije v sezoni 2012. In to pomeni, da sta takrat za ekipo iz Wokinga nastopala še zmeraj Lewis Hamilton in Jenson Button. Na koncu, kot dobro vemo, so pri McLarenu slavili tudi dvojno zmago. Seveda, zmagal je Oscar Piastri pred Landom Norrisom in po veliki nagradi Italije iz sezone 2021 je bila zopet to prva dvojna zmaga. A lahko bi dejali nekaj, da pri McLarenu so prav na Madžarskem začeli ta niz premoči pred praktično vsemi nasprotniki. Oscar Piastri je v enem letu dosegel prav toliko zmag kot na primer Lando Norris, ampak bolj pomembno, prav toliko zmag kot Charles Leclerc. In videli bomo, kaj se bo zgodilo na Madžarskem, ampak treba je tu poudariti še nekaj. Verjetno vsem nam je lanska dirka za veliko nagrado Madžarske ostala v spominu moštvenih ukazih. Tu so Landu Norrisu dobesedno ukazali dati zmago Oscarju Piastriju, ker je tako prav v navednicah, ker bo rabil pomoč Piastrija v nadaljevanju boja z Maxom Verstappenom. A videli smo, da pravzaprav Lando Norris, tem, ko je popustil, je izgubil neke vrste elana v boju z Maxom v lanski sezoni. Nekako smo vsi očitno videli njegove šibkosti in tudi Oscar Piastri do svojega moštvenega kolega ni bil ne vem kako prijazen, predvsem proti koncu sezone ga je mnogokrat prehitel, ampak videli smo že na veliki nagradi Italije, da mu praktično ni branil hrbta, temveč mu je prej pokazal svojega. Tako, da bi lahko rekli, prvič, da je prav na veliki nagradi Madžarske lani McLaren začel nakazovati svojo tehnično premoč, in drugič, od velike nagrade Madžarske naprej, je Oscar Piastri začel kazati to svojo sposobnost biti prvi voznik McLarena. A kaj bi lahko povedali o progi v Hungaroringu? Najprej to, da so jo temeljito prenovili. Začeli so delati v trenutku, ko se je zaključila lanska velika nagrada in praktično neprestano gradili do danes. Kar se tiče zaporedja ovinkov, ni bilo nobenih sprememb, ampak zgradili so
nove bokse oziroma garaže in spremljajočo stavbo. Seveda, preplastili so štartno ciljno ravnino in pit lane in praktično dali progi v Hungaroringu nov zagon. Ne smemo pozabiti, da prva izvedba velike nagrade Madžarske je bila davnega leta 1986, kjer vas zopet spomnim, da si lahko ogledate fantastično prehitevanje Piqueja nad Senno, ampak treba je povedati, da od leta 1986 pa praktično do danes na progi v Hungaroringu ni bilo nobenih večjih posodobitev. Zato je ta sprememba več kot dobrodošla in lahko bi dejali, da je bila skorajda nujno potrebna. Treba je tudi omeniti, da imamo bistveno krajši krog kot na veliki nagradi Belgije. Tu meri le 4381 metrov, torej spremljali bomo veliko nagrado, ki bo trajala 70 krogov. Ima dve območji DRS, ampak samo eno detekcijsko točko. Zato lahko pričakujemo, da bo večina poizkusov prehitevanja v prvem delu, kolikor bo mogoče, tako da bo imel voznik prednost na tistem drugem območju DRS. Seveda, če bo to uspelo v teoriji. Treba je tu povedati, da je Pirelli pripravil mešanice C3, C4 in C5. Nobenih presenečenj, kot smo videli na primer v lanski sezoni, torej nič novega, ampak glede na karakteristike proge, bi lahko dejali, da pravzaprav niso imeli niti kakšne velike druge izbire. Če si ogledamo malce pobližje tabelo, bomo videli, da kot lastnosti proge je tista v Hungaroringu nekje tam okrog povprečja. Namreč oprijem asfalta, abrazivnost asfalta, stres, ki ga doživijo pnevmatike, zaviranje in bočne sile imajo vrednost 3, torej povprečno. Imamo pospeševanje in evolucijo proge, ki so pri vrednosti 4, kar se tiče tistega aerodinamičnega oprijema oziroma downforcea, imamo tu vrednost 5 in poenostavljeno povedano, zopet bomo videli aerodinamične komplete, na primer iz Monaka. A to verjamem, da marsikoga ne preseneti preveč. Rad bi vas opozoril, da kar se tiče abrazivnosti asfalta in samega oprijema, se je vrednost spremenila na primer med lani in letos. Lani je bila tu vrednost 2, verjetno zaradi sprememb asfaltne podlage, predvsem na štartno-ciljni ravnini, so pri Pirelliju te vrednosti nekoliko dvignili, ampak tudi v preteklosti je bilo precej nihanj. Verjamem, da marsikoga sedaj tu zanima, kakšne so vrednosti, ki jih predpisuje Pirelli glede previsnega kota in samega tlaka v pnevmatikah. Kar se tiče previsnega kota, so zopet vrednosti dokaj standardne, namreč imamo na prednji osi tlak 3,25 stopinje, na zadnji osi 2 stopinji in to se nekako pojavlja skozi čas regularno. Le leta 2023 je bila na prednji osi vrednost kota 3,5 stopinje, torej ni velikanskih sprememb. Kar se tiče tlaka, predpisuje Pirelli na prednjem paru koles tlak 22 funtov na kvadratni palec, na zadnjem paru koles pa 20 funtov na kvadratni palec. In tu se zopet lahko sprašujemo, kako se je zadeva spreminjala skozi čas. No, v sezoni 23 smo imeli 19 funtov na kvadratni palec na zadnji osi in leto poprej celo 18 funtov na kvadratni palec. In to z mešanicami C2, C3 in C4.
A vseeno dvig tlaka zadaj nam pove skozi čas nekaj zanimivega, da nižajo temperature. In ker smo omenili krajši krog in seveda 70 ponovitev, lahko vidimo sedaj na tej simulaciji tudi, kako se giba temperatura samih pnevmatik. Torej, temnejša kot je barva, nižja je temperatura in jasno nam je, da pravzaprav največja težava, ki jo bodo imeli tu, ni nič drugega kot običajna degradacija, torej ogromno temperaturnih ciklov oziroma segrevanja in ohlajanja, ter seveda tudi razlaga, zakaj od sezone 2022 pa do danes na zadnjem paru koles tak dvig tlaka. Če se spomnite na lastnostih proge, smo videli, da ima pospeševanje vrednost 4 in prav izhod iz ovinka je tista kritična točka, kjer pnevmatika enostavno najbolj trpi. Ampak kaj nam kaže še vremenska napoved? Če si ogledamo situacijo, bomo lahko seveda v uvodnem prispevku, ki je pripravljen v četrtek, videli, da bodo morda razmere podobne tistim, ki smo jih videli, na primer, 7 dni nazaj na veliki nagradi Belgije. V petek sončno, temperature med 16 in 28 stopinj Celzija, možnost padavin nižja od 20 odstotkov, kar pomeni, da bo temperatura asfalta nekoliko višja zaradi sončnih žarkov, ampak nič kaj takega in nič kritičnega. V soboto oblačno, še zmeraj med 16 in 28 stopinj Celzija, seveda s temperaturami asfalta nekoliko nižje in približno 20 odstotki padavin. Kaj pa v nedeljo? V nedeljo so možne padavine. Okrog 60 odstotkov kažejo statistike meteorologov in temperature med 17 in 27 stopinj Celzija. Torej, vidimo lahko, da prav na dan, ko je v programu velika nagrada, bodo morda na progi padavine, ampak to je le uvodni prispevek. Lahko se do same izvedbe dirke spremeni še marsikaj. A seveda, kar se tiče našega prispevka, je pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.